Pozdravljeni, z vami sem Minka in danes bomo govorili o tem, kako vemo, da smo obtičali oziroma, če ta trenutek na vas pritiskajo z vseh koncev energije in vemo, da zdaj se je začela pomlad. Pomladno enakonočje, naslednji teden, polna luna, pa še popolni lunin mrk, enostavno energije špricajo na vse konce. Potem pa še energija posta. In ja, očitno tisto, kar je prav, da pustimo za sabo, pač moramo pustiti za sabo, ker v bistvu naslednji teden je že Veliki petek in vemo, da Veliki petek ponazarja smrt nečesa, transformacijo, potem novo življenje. In zdaj seveda to Kristusovo trpljenje, če ga primerjamo z našim življenjem, včasih nas duša hoče poriniti skozi neko, veste, kdo je tako rekel, skozi šivankino uho. To je v bistvu rekla Manca Košir, da jo je življenje potiskalo skozi šivankino uho. In ko nas potiska življenje skozi šivankino uho, ali pa kot skozi nek porodni kanal, enostavno, ko imamo občutek, da na vseh koncih se nekaj spreminja, ruši, kaj je tisto, ki nas v bistvu uči? Življenje, ki nam hoče nekaj povedati. Se pravi, kako zagotovo vemo, da naša duša želi premik naprej? In kako vemo, da smo na napačni poti? No, tega nisem nikjer brala, ampak razmišljanje, da so se s hčerko pogovarjali o tem, dejansko, ko enostavno je čas, da narediš premik naprej. In jaz sem tako ponosna na vas, ki gledate te videe, berete moje knjige in delate premike tudi na te, ki ste v moji šoli iz lanskega leta, letošnje leto, ko gremo korak po koraku in delamo na tem notranjem premiku oziroma notranji transformaciji. Zdaj, če to notranjo transformacijo primerjamo z življenjem gosenice, ki se transformira v metulja, dejansko gosenica, ko je čas, da se zabubi, vse celice razpadejo. Dejansko nastane noter v kokonu juha nekih celic in potem nek gen, ki je ravno tako prisoten v našem srcu in se aktivira z osebno rastjo, postavi vse skupaj v nov red in se začne združevanje in iz te juhe celic nastane metul. In vemo, da metul se ne more roditi, ali pa se reče roditi, se ne more razviti kril, če mu nekdo pri tem pomaga. Dejansko vse korake boste mogli sami narediti. In ja, je težko, ko nas življenje poriva skozi šivankino uho. No, zdaj pa kako veste, da ste sredi transformacije? Dejansko eden od prvih pokazateljev je seveda to, da se počutite kronično utrujeni. Pač nezainteresiranost za delo, nemotivacija, enostavno ne morete naprej. In to je moje opažanje, življenje v neredu. V osnovi veste, da določene stvari treba pospraviti, ampak jih ne morete pospraviti. In vedno znova se spotikate v ene in iste stvari in rečete, enkrat bom to pospravila. Ampak vedno znova vas jezi ta nered, zaradi tega, ker imate nered na čustveni bazi, ga imate pol tudi v življenju. In ne morete, ne vem, predalov pospraviti, ne morete obleke pospraviti, enostavno ne morete pospravljati. In kljub temu, da vas to tako močno jezi, da živite v neredu, tega ne morete pospraviti. Tako da vam gre na živce in ne naredite nič. Občutek zgubljenosti, tako nemoči, pač tako, kot da bi hodili nek marš, pač vstaneš zato, ker moraš vstati, dvigneš noge zato, ker jih moraš dvigati, greš v službo, oddelaš, kar ti dajo za delati, prideš domov in si crknen. In spiš, in naslednji dan greš po novi vajo in na nek način smo potem takrat nezadovoljni sami sabo. Ta notranji monogovor imamo pa tako, spet nisi naredila tega, spet si rekla, da boš to naredila. In po drugi strani, takrat, ko obtičimo v življenju, nimamo niti to kontrole, da bi lahko kontrolirali, kaj dajemo v usta, ampak enostavno
damo nekaj v usta, kar je pri roki, in potem se začnemo rediti, seveda zaradi stresnega hormona, ampak v osnovi je zadaj neko nezadovoljstvo. Ta občutek notranjega nezadovoljstva se potem odraža tudi na tem, da ne zmoremo dajati ljubezni oziroma ne zmoremo biti hvaležni za to, kar je. Ker zdaj, če pogledamo, če nekdo obtiči v službi, kjer je nezadovoljen. Zdaj, če bi pogledal strani hvaležnosti, bi rekel, sem hvaležna, dobivam mesečno plačo, na podlagi tega lahko preživim, lahko plačam položnice, lahko poskrbim za svojo družino, si lahko mogoče kaj privoščim. Ampak takrat, ko obtičimo nekje, ne zmoremo videti hvaležnosti. In zdaj, če smo obtičali v nekem partnerskem odnosu, ki smo ga prerasli in ko v bistvu nas duša poriva naprej, da je naredil nek korak, to notranje nezadovoljstvo, ne zmoremo biti hvaležni za leta, ko smo bili pa mogoče v tem istem odnosu srečni. Ne moremo biti hvaležni za vse tisto, kar smo mogoče pridobili v tem odnosu. Eno je osebna rast, drugo lahko, da smo otroke dobili, da imamo ljubeče otroke na podlagi določenega odnosa. Pač enostavno ne zmoremo občutiti ljubezni in predvsem ne zmoremo občutiti hvaležnosti. Potem, takrat, ko se ujamemo v nekem odnosu ali pa na neki poti, kjer ni več neke poti naprej, vidimo v življenju sam nesmisel. Tako pač se ni vreden. Nekako ta občutek nemoči, nič se ne da spremeniti. Seveda potem na podlagi tega pridejo zdravstvene težave in zdravstvene težave, kje popusti telo, najšibkejši člen. In zdaj, če bi mi poslušali naše telo kot zemljevid naših čustev in da bi pogledali, recimo, da imam visok krvni tlak. Če imam visok krvni tlak, pomeni, da imam obremenjeno čakro meng-men, to je v bistvu zadaj na zadnji strani popka, na hrbtu, in ta čakra je obremenjena s preteklimi izkušnjami glede nezadovoljstva, z jezo, potlačeno jezo. In v sebi noter, mi navzven smo lahko zelo prijazni, do vseh smo prijazni, ampak vsem noter je pa vulkan. In ta vulkan pogosto plane na dan v odnosih, tam, kjer niso ljudje nič krivi. Ne vem, jaz vem, da ko sem imela majhne otroke, vem, da sem včasih eksplodirala na otroke, ki dejansko niso bili nič krivi. In enkrat se spomnim, zdaj če nazaj pomislim, imeli smo akvarij oziroma terarij in pol ta terarij, tam noter je bila želvica. In potem ta želvica, je poginila. In potem smo dali nek roza pesek noter in v glavnem se spomnim, da sta bile tam male dve hčerke še čist mečkane. In one dve, jima je bil všeč roza pesek. In sta iz tega terarija ven pobrali tiste roza pesek in sta ga raztrosli po celi dnevni sobi. Pač vse je bilo roza. In vem, da sem bila v nekem tempu, da se mi je dogajalo, mudil se mi je. In pridem v dnevno sobo in ko vidim še tisti roza pesek na sred dnevne oziroma po celi dnevni sobi, sem začela kričati in sem popela na otroke, da kaj se gresta. In one dve sta me pač pisem gledali. One dve sta samo naredile roza dnevno sobo, ki je bila čist lepa. In v tistem imeli smo vitrino, pač steklo. In primem tisto vitrino in zaloputnem vrata in se za povrhu razletijo še vrata. In vem, da sem obtičala, vse možno, da sem celo jokala. Veste, pač tista nemoč, ker je vsega toliko preveč in na koncu je tako, In potem peljem tista vrata od vitrine popraviti, k zlatarju sem hotela reči, pač k steklarju. V glavnem in ta steklar mi reče, ta vrata so se razbila, ker bi ta energija mogla pristati na kakšni riti. Ampak v bistvu otroka nista bila nič kriva. Veste, tista energija je bila povezana s čist drugimi odnosi,
ampak sem bila v drugih odnosih tako nemočna in na koncu so pokasirali otroci. Pač jaz priznam, da delaš najboljš, kar zmoreš, kar znaš v danem trenutku. In ja, jaz se velikokrat mojim otrokom opravičim, pač oprosti, ker sem te prizadela, oprosti, delala sem, pač to sem takrat zmogla, več kot to nisem zmogla. In uporabljam starodavno modrost s Havajev, to poznate, hono, ono, pono. No, v glavnem, tega še izreči ne znam, ampak ta tehnika pomeni, da rečeš, oprosti mi, ker sem naredila, žal mi je, ker sem naredila to in to, recimo, žal mi je, da sem kričala na tebe, oprosti mi, prosim. Hvala ti, ker si moj otrok. In ne pozabiti, res te imam rada. Žal mi je zato, kar sem naredila. No in to imate na strani 29 v knjigi, ko imajo hormoni žur, ker ta tehnika je tako čarobna, ampak res čarobna. Žal mi je, oprosti mi, hvala ti in rada te imam. Ali pa ljubim te, ne? In boste videli, koliko si boste pomagali s to tehniko, ker v bistvu ta tehnika ne da drugega razbremeni vaše energijsko polje, predvsem pa vnese v energijsko polje drugega človeka pač energijo odpuščanja, ker vsi smo samo ljudje in vsi se nekaj učimo. Gremo zdaj naprej na zdravstvene težave. Se pravi, ko vi obtičite v življenju, to lahko primerjamo tako, kot bi se pogrezali v živo blato. In vemo, da ko se pogrežaš v živo blato, dobesedno toneš in ko prideš do tukaj, ko ne moreš več dihati, sigurno takrat odreagiraš. In če veste, da ste nekje obtičali, dajte se toliko umiriti in vprašajte, zdajle so res močne energije, veste kaj naredite? Naredite obred in si prižgite svečko. To imate v reviji Dobra karma, to piše, oziroma na spletni strani Dobre karme boste najdel ta obred. Rabite 7 cvetic, svečo prižgete in vzamete list papirja in si napišete to, kar vi želite v bodočnosti. Kaj vi želite v bodočnosti? Vi morate vedeti, kam želite iti. In čeprav mogoče ta trenutek ne vidite, kako boste prišli na to svetlo stran življenja, kako boste prišli do tega, da boste res zadovoljni, zaupajte v podporo svetlih sil, ker včasih, veste, mi nimamo pojma, ne vidimo, ne moramo videti s našo človeško zavestjo, ampak naša duša, naši vodniki imajo širši pogled. In jaz vam vsekakor povem iz svojega življenja, da se mi je to parkrat zgodilo, ko enostavno sem spustila in sem rekla, jaz ne najdem. Najbolj tak učiten primer je bil, ko so se mi zaprle poti glede mojega zakona, ko sem enostavno rekla, angeli, ne najdem prostora, kjer bom lahko živela s svojimi otroki. Ne najdem, pomagajte mi, ne bom več iskala, najdite mi. In veste, kaj se je zgodilo? Preko nekih naključij sem prišla do ljudi, ki so dejansko, nekdo je želel, v bistvu razmišljal o tem, da bo oddajal hišo in dejansko sem vzela v najem hišo. In potem, ko se je tam, so se zaprle poti, dejansko so se mi odprle nove poti in zdaj sem pristala na Primorskem. Pač, angeli vejo vse. Verjemite pa mi, da tam, kjer pristanete, tam morate pristati. Zaradi tega, ker tam, kjer pristanemo, imamo neko karmično lekcijo. In te karmične lekcije, seveda, duša nas vodi iz enega prizorišča na drugo, z namenom, da bomo ozavestili naše rane, da bomo pozdravili svoje karmične lekcije. In če zdaj razmišljamo, da duša pozna vse odgovore, se pravi, nas vodi iz enega prizorišča na drugo. Zato takrat, ko čutite, da ste nekaj že predelali v nekem odnosu in ko čutite, da je čas za premik naprej, dajte jasno povedati vašim vodnikom, ok, daj pokaži mi, kaj imam še za predelati tukaj, pokažite mi, kje je pot naprej. Ne se bati tega, da vam vodstvo vaše duše pokaže, pa vaša duša pokaže, kje so še rane. Ker če ne veš, kje te boli, kako boš to pozdravil. No, če vi ne veste, kje vas boli, vas začne slej ko prej boleti telo.
In ko vas začne boleti telo, vi takrat morate pa vprašati vaše telo. Vaše telo bo glih tako govorilo z vami. In vprašate, povej mi, kaj me učiš. Kaj mi sporoča bolečina. Mogoče boste v roke vzeli neko knjigo in boste enostavno odprli knjigo in boste dobili sporočilo. Recimo, če gledamo, ko imajo Duše žur, ta mesec še 30% popust na moji spletni trgovini srečnoživljenje.si. Na knjigo imate 30% popust s kodo duše. V glavnem, tukaj noter v modrem poglavju imamo težave. In zdaj, če mi gledamo izgorelost. Kaj sporoča izgorelost? Pomanjkanje vseh vitaminov, mineralov, aminokislin, probiotikov, dejansko kronični stres na več frontah. Enostavno te pokosil. No, zdaj pa v bistvu, seveda, kaj je potrebno s hrano. Mi moramo najprej podpreti telo, da lahko dela premike. 1000 mg C vitamina, 1000 mg omega 3, potreben je tukaj magnezij, D3 vitamin, kalcij. Pač to vaše telo potrebuje. No pa gremo naprej. Zeliščna podpora. Pijte čaj iz zlate rozge. Zaradi tega, ker vas podpre pri čisto vsem notranjem čiščenju in boste na podlagi tega lažje šli naprej. Potem pa čustveni vzrok. Koga morate osrečiti? Neverjetno vse ostale samo sebe, ne? Potrebo imam potem, da se oklepam na videz nevarnosti. Vem, kako je težko. Dokazati moram ljudem okrog sebe, da sem vredna. Ja, pa dvakrat vdihneš in ko dvakrat vdihneš, pa rečeš svoji duši, pa rečeš, pokaži mi novo pot. Ampak še prej, pejte pozdraviti, pa počistiti zdravilno molitvijo dekodiranja strahove, ker dokler ne boste počistili teh zank, ki vas vežejo, ne morete naprej. No in potem bomo šli, pa si lahko začnete ponavljati. Odločam se za svobodo, z vsakim dihom postajam bolj jaz. Prepuščam se toku življenja, spuščam, ozaveščam. V meni raste samozavest in zaupanje vase. Dovoljujem, da se zgodi premik, zaupam procesu življenja. Zaupam, da me podpira prav ta trenutek najbolj mogočen angel nad angel Mihael in me vodi skozi obdobje sprememb. Zavedam se, da sem varna in v popolnem varstvu angelov. In tako naprej, glejte. Vaša duša vas vodi, pejte naprej, sprejmite odgovornost za svoje življenje. Verjemite mi, vaša duša vas želi podpreti pri vaših premikih in takrat, ko se upirate, takrat pač rabite bolezen, da se spomnite, kje imate bolečino. Še prehod v novo dobo. Glejte na ključno sporočilo, da se razumemo. Prehod v novo dobo. Čeprav ta trenutek še ne vidiš, se na obzorju že kaže nov dan. Pač tukaj je nov dan, ampak pet naprej. Zavedaj se, da ti pripada sreča. Višje zavedanje prinaša v tvoje življenje obilje na vseh ravnih. Bodi potrpežljiva, saj je za prehod potreben notranji mir. Naj se zgodi na ljubeč način in s hitrostjo, ki je pravšnja za tebe. Zavedajte se, da te podpirajo vsa bitja svetlobe. Naj s tem zaključim. Vi svetle stare duše, ki delate premike, notranje transformacije, ki vas vaša duša pelje naprej, ne pozabite na to, da ste neskončno ljubljeni, neskončno podprti in da nikdar ne morete biti sami, ker vas vaša duša ljubi. Brez vaše duše ne morete narediti nič, imate vodnike, ki vas podpirajo in če ta trenutek občutite to temno noč duše, ko občutiš, da si sam, pač niste sami, ker ne morete biti sami, ker stvarstvo je veliko večje, kot se zdi in kot mi mislimo, da je. Tako da mi smo samo duše z zemeljsko izkušnjo in v tem življenju potrebujemo pač telo, predvsem zato, da nas vozi okrog in da se spomnimo svojih bolečin. Tako da uživajte, vse dobro vam želim in ne pozabite, neskončno ste ljubljeni. Uživajte.